Občina Krško je v lanskem letu zaključila z obnovo Hočevarjevega mavzoleja, kulturnega spomenika, ki je pomemben kulturno-zgodovinski pomnik zakoncev Hočevar. Obnova, ki je potekala v letih 2017 in 2018, je znašala 110 tisoč evrov. Občina Krško je za to financirala 90 tisoč evrov, 20 tisoč pa smo dobili z Ministrstva za kulturo na razpisu. Prva faza obnove je obsegala konzervatorsko-restavratorske posege na kamnitih in kovinskih elementih zunanjosti mavzoleja, v lanskem letu pa so v drugi fazi obnovili še notranjost objekta. Kot je dejala konzervatorka Marija Režek-Kambič, Hočevarjev mavzolej predstavlja enega najkakovostnejših spomenikov poznega 19. stoletja. Tukaj lahko rečemo, da gre za dejansko vrhunec tega ustvarjanja na Slovenskem, majhen biser, ki združuje vse tehnike tistega časa. Govorimo tako o mozaikih, o kiparski umetnosti, o arhitekturi in pa seveda tudi o vitražih, ki zastekljujejo okenske odprtine tega čudovitega mavzoleja. Mavzolej je dala postaviti Josipina Hočevar. Nenazadnje je po smrti svojega moža 1886, ko je le-ta preminil, v njemu v čast dala postaviti družinski mavzolej družine Hočevar. In hkrati pa je bila tista, ki je spodbujala tudi, bom rekla, kulturo na splošno. Donirala oziroma omogočila je ustvarjanje kiparju Ivanu Zajcu, ki nenazadnje je tisti, ki je dal postaviti najznamenitejši slovenski spomenik Francetu Prešernu. Tu je še kopica zadev, ki jih je omogočila tako v svoji rojstni Radovljici kot v Krškem. Pomagala je gasilcem, dala jim je postaviti sušilni stolp, ki še danes tukaj stoji. Pomagala je deklicam na njihovi poti do izobraževanja. Skratka, veliko je vlagala v šolstvo in ostale dejavnosti. Stavba, ki jo odslej upravlja Kulturni dom Krško, je najverjetneje delo nekega graškega arhitekta, ki prihaja iz kroga arhitektov, ki so se zbirali okrog arhitekta Münchenske mestne hiše, ki je ravno tako zgrajena v neogotskem slogu. Tovrstnih tako dobro posnemajočih oblik gotike iz 19. stoletja na Slovenskem redko kje zasledimo. Lahko rečemo, da je eden izmed pomembnejših spomenikov tudi predvsem v merilu Slovenije danes. Krško je v tem obdobju, torej konec 19. stoletja, doživelo razcvet. Nazadnje je v mesto prišla železnica, zgrajen je bil nov most, ki je mesto povezal z štajerskimi kraji in tako naprej. Vse to je seveda povzročilo razcvet obrti, gospodarstva in na nek način mesto se je vpelo v svetovno oziroma v evropskem merilu, je dobilo povezave, ljudje so prihajali in odhajali. Občina Krško je sicer v preteklih letih obnovila že več kulturno-zgodovinskih objektov. Moram reči, da imamo kar nekaj za sabo dobrih objektov, lepo saniranih, se pravi grad Reichenburg, Valvazorjeva hiša, Mencingerjeva hiša, in to se vidi, da je občina Krško zelo pripravljena pomagati kulturi in spodbujati to vrstno delo. V letošnjem letu je v proračunu občine Krško za obnove objektov kulturne dediščine namenjenih 40 500 evrov.